AI oziroma umetno inteligenco po moje, da uporabljam kar vsak dan na takšen ali drugačen način, ali je to avtomatsko ali pač uporabljam ročno. In ob uporabi sem odkrila kar nekaj zadev oziroma 5 takih, kjer v bistvu lahko umetna inteligenca naredi stvari boljše kot jaz, in pa 3 takšne, kjer jih je definitivno nikoli ne prepustim umetni inteligenci. In danes ti v naslednjih 10 minutah pokažem, katere te stvari so, zato da tvoj brand oziroma tvoj posel ne izgublja samega sebe oziroma ne izgublja svojega glasa, svoje prepoznavnosti in pa se dela v bistvu nevidnega. Tako da zelo pomembna tema, ki pa ji velikokrat damo, po mojem mnenju, kar premalo pozornosti. Še preden pa gremo na samo tematiko, pa bi rada te povabila, če slučajno so ti všeč te tematike, če so ti všeč te videi, da spodaj klikneš na subscribe, torej na brezplačno, da se naročiš na YouTubeu na te videe, tako da jih ne zamudiš in tudi s tem meni zelo pomagaš, da tudi vem, kaj vas bolj zanima in kaj mogoče malo manj, zato da v prihodnosti lahko naredim več takih videov, ki vam bolj koristijo. Zdaj pa gremo torej pogledat, kaj je tistih 5 točk, ki jih v bistvu umetna inteligenca lahko naredi skorajda boljše kot katerikoli človek in jih je pač dobro izkoristiti v svojem poslu. In prvo, kar bi mogoče želela izpostaviti, je, da hitreje vidijo vzorce v tem, kar že govoriš. Včasih smo pregloboko v svojem poslu, ne vidimo čisto nekih vzorcev in umetna inteligenca ti tukaj lahko pomaga, da hitreje vidi, kaj so tista glavna sporočila, o katerih govoriš. In če ti povem kar konkretno, kako lahko to uporabiš, je na primer, da v bistvu, če želiš biti prepoznaven oziroma prepoznavna po nekem določenem sporočilu, ki je mogoče malo drugačno, kot je sporočilo konkurence ali pa drugih ponudnikov in tako naprej, lahko seveda v svoje vsebine, ali so to transkripti iz kakšnih predavanj, ali so tvoj blog, ali zapisi na družabnih omrežjih, novice in tako naprej, vse daš skupaj, daš vse te materiale umetni inteligenci in v bistvu od nje zahtevaš, da ti v bistvu da ven vzorce, kjer govoriš mogoče o drugih stvari. In tako ti lahko zelo hitro pomaga izluščiti tisto, kar je sporočilo, ki mogoče ga že ponavljaš skozi, pa je mogoče tebi preblizu, da ga sploh ne opaziš in bi lahko v tvojem marketingu, v sporočilnosti naredil veliko razliko, če ga mogoče poudariš bolj izluščeno ali pa bolj pogosto. Tako da to je definitivno ena uporabnost, ki jo je vredno izkoristiti. Druga točka je potem analiza večje količine podatkov. Na primer, če imaš ogromno izjav strank, ali pa če narediš mogoče kakšno anketo o zadovoljstvu kakšnega tvojega brezplačnega, plačljivega programa, ali pa če recimo organiziraš v Facebook skupini kakšni večdnevni dogodek in morajo odgovoriti na določeno vprašanje. To so v bistvu količine podatkov, ki so lahko zelo ogromne in da mi gremo čez vse te podatke, nam lahko seveda vzame ogromno časa. Tako da tukaj lahko seveda spet izkoristimo umetno inteligenco, da ji damo te podatke, torej samo surove podatke ji damo in v bistvu mogoče navodila, da nam izlušči, kaj so tiste glavne plusi in minusi glede teh feedbackov, in kaj so zadovoljni in kaj ne, zato da lahko potem naslednji program recimo še izboljšamo. In včasih, če smo mi sami izvajalec, pa potem delamo analizo, je tudi včasih, ko beremo kakšen feedback ali pa kaj takšnega, ga lahko mogoče tudi razumemo čisto drugače, ker pač smo v glavi mogoče nekje drugje, imamo drugo perspektivo, kot nam jo pa mogoče lahko da umetna inteligenca. Tako da, če imamo za obdelati kakšne večje količine podatkov, ali pa na primer, če posnameš z kakšno svojo stranko, recimo intervju, ki je dolg 1 uro, 2 uri, in želiš izluščiti samo par
tistih stavkov ali pa celo mogoče izrezati kratke videe iz tega, lahko v bistvu v umetno inteligenco, torej daš transkript tega videa. Mimogrede, transkript lahko dobiš tako, da uporabiš recimo orodje TurboScribe, kjer daš, torej naložiš audio ali pa video in ti napiše tudi v slovenščini, torej transkript. Ta transkript daš v umetno inteligenco in recimo dodaš navodila, da ti v bistvu napiše, pri katerem času bi bilo najboljše narediti recimo izrez za tvoj kratek video ali pa da ti ven potegne kakšne zanimive izjave, ki bi v bistvu lahko potem spodbudile, da nekdo pogleda tale intervju. In tukaj, v bistvu, ko gremo res velike količine podatkov pogledati, je umetna inteligenca lahko čudovit pripomoček oziroma dodatek, ki nam ne samo prihrani čas, ampak verjetno tudi zelo kvalitetno lahko potegne ven tiste najbolj pomembne podatke. Tretja točka, ki sem jo želela izpostaviti, je devil's advocate. Torej, če bi v slovenščini rekli, bi lahko rekli, da je to lahko en taki naš generator ugovorov. Naprimer, gremo zelo konkretno pogledati, ko ustvarjamo neko svojo ponudbo, si mogoče včasih lahko zamislimo, kaj so ugovori, ki bi jih imela naša idealna stranka, zaradi tega, da lahko naredim ponudbo, program še boljši, zato da še jo bolj podprem in tako naprej. In potem pridemo mogoče do neke točke, ko rečemo, to je to, ali pa mogoče ugotovimo, naša ponudba se ne prodaja, pa ne vemo čisto točno zakaj. In tukaj lahko seveda umetno inteligenco vprašamo, da nam naredi analizo, da nam naredi tudi razišče mogoče trg in nam pove oziroma postane tista najbolj težka stranka in da vse ugovore, zakaj recimo nekdo ali ni uspešen v našem programu ali mogoče ne kupijo našega programa, kaj so vsi možni ugovori, ki jih naša idealna stranka ima. Zdaj, seveda, tukaj lahko zelo veliko informacij dobimo zelo koristnih, ampak seveda uporabljamo vse te informacije z našo glavo, ker včasih nam umetna inteligenca ponudila tudi kakšne ugovore, ki so čisto, bom rekla, neumni, ali pa so kar nekaj in so totalno neuporabni, ampak velikokrat pa lahko mogoče dobimo tudi kakšno idejo, ki jo celo lahko velikokrat slišimo, pa smo v tem trenutku recimo na njo pozabili. In jo potem lahko s tem našo ponudbo, naš program seveda izboljšamo. In četrta točka je, da kjer uporabljamo oziroma kjer nam lahko umetna inteligenca res super pomaga, je pri strokovnem žargonu. Če recimo mi napišemo neko vsebino in smo nagnjeni k temu, da uporabljamo zelo strokovni žargon, zaradi tega, ker mogoče želimo biti zelo strokovni ali pa nam je to že tako blizu, da ga uporabljamo, nam je tako domače. V bistvu, na drugi strani pa, če ustvarjamo v bistvu vsebino za naše idealne stranke, ki mogoče ne uporabljajo tega žargona, bomo lahko v bistvu naredili eno tako razdaljo med nami in pa med stranko, ker nas v bistvu ne bo razumela, o čem mi sploh govorimo. In mogoče bomo lahko napisali čudovito besedilo, ki bo nam zelo všeč, stranka pa ga sploh ne bo razumela in potem ne bo nobenega odziva. Ali če je to prodajna stran, ne bo kupila, ali če je to mogoče mail, ki ga napišemo, ga bo mogoče prebrala, pa ne bo naredila, tudi za objave na družabnem omrežju in tako naprej. Zato lahko v bistvu umetno inteligenco tukaj v bistvu uporabimo, da jo prosimo, da nam zamenja te strokovne žargone za mogoče izraze, ki jih naša idealna stranka bolj razume. Ali pa, da nam v bistvu pomaga identificirati, kateri so tisti potencialni strokovni žargoni, ki jih naša idealna stranka mogoče ne bo razumela. In tukaj lahko na hitrco, če temu tako rečemo, dobimo eno drugo mnenje, ki lahko definitivno nam pomaga pri našem poslu. In pa peta točka, kjer je lahko umetna inteligenca boljša kot mi oziroma nam vsej lahko super pomaga, je, da za nas opravlja kakšna admin dela. Kaj to pomeni? To pomeni kakšna opravila, ki so mogoče
a ne takšna, da imajo vedno iste korake, ki se vsak teden ponavljajo, ki v resnici ne potrebujejo našega inputa, je čisto vseeno, recimo naloge, ki morajo biti narejene, zdaj, če ne rabijo biti narejene, potem jih itak mogoče ni smiselno delati. Če pa morajo biti narejene, pa v resnici ni potrebe, da ali mi delamo, ali pa ni potrebe, da bi delal sploh človek, je pa umetna inteligenca lahko čudovito orodje. Eno izmed teh orodij, kot primer, recimo, sem že v bistvu tudi delila, mislim, da teden, 2 tedna nazaj, video, kjer sem pokazala, kako imam v bistvu narejenega AI agenta, ki mi pomaga kot namesto, ki je nadomestil asistentko in dela v bistvu, ne da mi piše vsebino za blog, ampak v bistvu napisano vsebino mi potem da na blog, uredi opise in vse, kar je potrebno, ker pač ni potrebe, da bi delal človek. In to mi naredi redno vsak teden, kar meni prihrani, na primer, ogromno časa. Ali pa recimo, če ga potrebujemo kot enega pomočnika, ki nam išče kakšne podatke, recimo, ki ga je zelo pogosto in sem zelo vesela, da ga lahko uporabim, je recimo, da moram najti ali pa potrebujem mogoče kako raziskavo ali pa potrebujem kakšne podatke, kakšne statistike, ki bi potrjevale o tem, kar govorim, da bi lahko pokazala, torej lažje, da se razume, da je v bistvu to dokaz, da to, kar govorim, je resnično. Lahko seveda prosimo umetno inteligenco naj razišče, torej naj poišče raziskavo, kjer je v bistvu govora o tem, in ti lahko hitro v ozadju torej pridobite podatke in s tem v bistvu so potem tvoje vsebine seveda lahko veliko bolj kvalitetne, ali pa išče kakšne druge podatke na spletu, seveda lahko mi googlamo, ampak običajno to vzame kar nekaj časa. Tako da kakšna admin dela, raziskovanja, kot kakšne dodatke, da išče, je definitivno lahko super. Zdaj pa poglejmo še, kdaj pa ga res ne priporočam, da ga uporabljaš. In to so 3 točke, ki se jim vedno priporočam, da se jih izogneš na daleč. Čeprav, verjamem, da bi včasih lahko rekli, pa dajmo jih uporabiti zaradi tega, ker pač je potem veliko lažje, ker mi prihranijo veliko časa, ampak ti lahko naredijo v resnici za tvoj posel, za tvoj brand več škode kot koristi. In prva točka je, da piše vsebine za spletno stran, za maile, blog, družabna omrežja namesto tebe. Torej, umetna inteligenca ni fajn, da postane filter, skozi katerega v bistvu izgubiš svoj glas in svojo unikatnost in v bistvu sebe, svoj brand in postaneš v bistvu samo še ena. Tako da, kar definitivno pa pogosto vidim, da mogoče ena podjetnik, podjetnica si reče, jaz moram zdaj napisati novice, odpre ChatGPT, napiši mi novice o tem pa tem, in potem copy-paste in dajo to v novice ali pa na objave na družabne omrežje in tako naprej. In ko pošljejo, kaj se običajno zgodi, da nihče tega sploh ne prebere, ker pač je zelo nekaj običajno generičnega, zelo nekaj, kar sploh nima neke koristne vrednosti, ker potrebno je razumeti, umetna inteligenca nam tehnično, če temu tako rečemo, to lahko naredi, ampak vse, kar naredi, še ne pomeni, da je tudi kvalitetno, da je dobro. Tako da, pisanje vsebin ti res priporočam. Lahko si seveda z delčki ali pa z brainstormanjem ali pa, ne vem, s kakšno idejo pomaga z AI definitivno, ampak naj ne bo to kot tisto tvoj pisatelj besedil. Drugo točko, ki res se je fajn izogniti, je, da se ne sme odločati, kdo si ti kot brand in pa kdo je tvoja idealna stranka. Včasih sicer nam lahko mogoče kaj svetuje, ampak odločitev, torej, kdo si ti kot brand, kdo je tvoj brand, mora izvirati pa zmeraj iz tebe. Ker šele takrat bo tisto ta prava avtentičnost, tista ta prava, kdo je idealna stranka, ker mogoče nam umetna inteligenca lahko reče, tvoja idealna stranka bi bila pa boljša to, pa to, pa ona, ampak če se mi z njo ne povežemo in delamo 1 na 1 ali pa skupinsko in pač osebno z temi strankami in se z njimi ne povežemo, nas ne polnijo, se bo to čutilo. Zato je res zelo pomembno, da ko gradimo svoj brand, naj ne izgubimo torej z umetno inteligenco nekje vmes sebe. Tako da vizija, idealna stranka, temelji branda, to zmeraj naj izvira iz posameznika. Tretje, kar sem želela
poudariti, omeniti, pa je, da umetna inteligenca naj ne postane glavni iskalec idej in pa kreativnosti. Kaj velikokrat zelo pogosto zadnje čase opažam, je to, da postajamo, kako bi rekla, da se mogoče, da AI postaja kot ena taka bergla, da sploh v bistvu več ne vklopimo možgančkov, ampak najprej gremo ideje iskati na umetno inteligenco, spraševati Claude, ChatGPT, Gemini, karkoli uporabljaš, in ne razmišljamo najprej sami za svojo glavo. In tukaj lahko izgubimo zelo veliko kreativnosti. Se strinjam, da nam mogoče lahko vzame več časa, ampak to je v bistvu del, ki bo naredil naš posel veliko, veliko boljši. Seveda, če potem želimo, če najprej recimo kreativne ideje damo ven iz sebe in jih potem dodatno brainstormamo z umetno inteligenco, se mi zdi čisto okej. Govorim o problemu, ko imamo neko vprašanje, da najprej se zatečemo v umetno inteligenco, ker v bistvu s tem izgubljamo tudi to naše kritično razmišljanje, svojo našo kreativnost, unikatnost in vse to se nekje potem izgubi. Oziroma, saj vemo, kako je. Če treniramo eno mišico, bo vedno boljša, če jo pa pač ne treniramo, bo pa počasi oslabela in potem bo totalno neuporabna. In verjetno si tega ne želimo narediti z našimi možgančki, ki nam lahko seveda, ker vedno vemo, umetna inteligenca nam lahko da tiste rezultate z nečesa, kar že obstaja. Mi pa lahko generiramo tudi ideje, tudi ponudbe, tudi projekte, ki še nikoli niso zaživeli, ki še ne obstajajo. Tako da ne predaj te kreativnosti oziroma je uniči, ker s tem uničuješ tudi sebe, svojo tiste žar, s katerim potem delaš in tako naprej. Ampak definitivno uporabi umetno inteligenco v prave namene, takšne, ki te bojo podprli, tvoj posel, tebe osebno, in pa se izogniti s tistim, ki v bistvu škodujejo. Če te zanima, kako ustvariti svoj lijak, kako pripelješ svoje potencialne stranke od firbca, pa potem do stranke in da imaš to zimzeleni lijak, potem te pa vabim, da spodaj pogledaš na magnetizacijo, brezplačen program, ki je sestavljen 4-5 videov, kjer ti pokažem, kako si lahko sestaviš oziroma ustvariš svoj lijak. Lahko greš na mojo spletno stran mod.si, pošiljka magnet, ali pa klikneš link spodaj v opisu in se lotiš. Uživaj in srečno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.